Kljub priljubljenosti in množičnosti pa uporaba interneta ne prinaša samo zadovoljstva in nedvomnih koristi, ampak tudi številne nevarnosti, ki se jih večina uporabnikov zaradi pomanjkanja znanja, premajhne osveščenosti, na žalost ne zaveda. Ne samo kibernetski napadi, ki ogrožajo naše dnevno delo in podatke, internet in socialni mediji danes s svojimi nenadzorovanimi in včasih nezakonitimi vsebinami močno spreminjajo naše svet in okolje, vplivajo na naša mnenja, ozaveščenost, na volitve. Skratka, na našo sedanjost in prihodnost. Še posebej so vsem nevarnostim pri brskanju po spletu in pri uporabi spletnih storitev izpostavljeni otroci in mladostniki, ki so zaradi svoje nepremišljenosti, radovednosti, naivnosti najbolj ogrožena in ranljiva skupina internetnih uporabnikov. In zloraba je za otroke še posebej travmatična izkušnja, ki lahko pusti dolgotrajne posledice. Zato se je potrebno proti zlorabam otrok odločno boriti. Pri tem so zelo pomembne evropske uredbe in direktive. Sprememba uredbe s področja zasebnosti podatkov konec lanskega leta je onemogočila spletne platforme, da na svojih strežnikih samodejno odkrivajo gradiva s spolnimi zlorabami otrok, zaradi česar je število poročil o spolnem izkoriščanju otrok v Evropski uniji padlo kar za 51%. Kasneje, spomladi letošnjega leta, so zakonodajalci EU vendarle dosegli začasen sporazum, po katerem bo mogoče iskanje in odstranjevanje posnetkov spolnih zlorab otrok. Pri tem bi izpostavil tudi pomembno vlogo projekta Spletno oko pri teh pozitivnih spremembah. V letošnjem letu se na EU nivoju sprejema tudi uredba Digital Services Act, ki bo urejala digitalne storitve na internetu in omejila nelegalne in lažne vsebine in vzpostavila odgovornost spletnih platform pri tem, kar bo tudi pomemben element varnejšega interneta. Izredno pomembno vlogo pri zmanjševanju nevarnosti in zlorab otrok imamo starši, vendar je prav tako nujno, da pri tem sodeluje celotna družba, od šolskega sistema, civilne družbe, zakonodajalcev, kot tudi organov pregona. Pri preprečevanju kibernetskih nevarnosti pa so ključne digitalne kompetence, še posebej tiste, ki jih gojimo v celotnem šolskem sistemu. Zato se mi zdi zelo pomembna pobuda Strateškega sveta za digitalno preobrazbo Slovenije, pri kateri smo sodelovali tudi mi, da se čim prej uvede obvezni predmet računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Tako zaradi zavedanja o nevarnostih, kot tudi zaradi razumevanja digitalnega sveta, sodobnih tehnologij in konec koncev tudi zanimivosti študija na tem področju. Tu v tem trenutku za drugimi državami EU žal močno zaostajamo in nujno je odločno ukrepanje. Prepričan sem, da lahko tudi današnji 11. posvet e-zlorabe otrok pomembno pripomore k temu, da se različni deležniki v družbi pogovorimo in poiščemo rešitve, ki bodo omogočale učinkovito ukrepanje za zmanjševanje nevarnosti na internetu za otroke. V Združenju za informatiko in telekomunikacije vse te aktivnosti pozdravljamo in podpiramo. Sodelujemo tudi v skupini RINOS za prenovo šolskega sistema na področju digitalnih kompetenc, pri ozaveščanju gospodarstva na področju kibernetske varnosti, v Slovenski digitalni koaliciji in podobno. Da skupaj naredimo digitalno družbo varno, humano in družbo ustreznih vrednot in etičnih načel, kar je še posebej pomembno v dobi prihajajoče umetne inteligence. Za zdrav razvoj in prihodnost naših otrok v digitalni dobi torej. Želim vam prijeten in koristen dan in hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod Šutanovac.